Kako težko je bilo pripeljati Evropsko prvenstvo v Ultimate Frisbee v Slovenijo? V bistvu mi smo zvedeli, da se lahko potegujemo za samo prvenstvo, smo oddali prošnjo, v bistvu napisali cel bit, kaj mi ponujemo, kako bi mi to speljali, smo oddali in smo se borili proti Irski in Franciji in potem smo čakali zelo ali bo ali ne bo in ko so odobrili, smo bili zelo veseli. Tako da mi smo dali vse od sebe, že ko smo pisali ponudbo, zelo razdelali samo program, kje bodo igrišča, kako bo vse to izgledalo, tako da Zveza Evropska je bila navdušena in zato so nam dali tudi to Evropsko prvenstvo. Kaj pa odziv publike tukaj v Mariboru? Odziv, mislim, je zelo veliko zvestih navijačev, recimo vsi starši od določenih igralcev so bili tukaj cel teden, so si vzeli dopust, zato so za nas navijali. Super, ljudje so prišli pogledati, so pokazali zanimanje, glede na to, da je to nov šport v Sloveniji, ampak ker je toliko velika površina, zdaj ne moramo reči, bilo je 10.000 ljudi, to je v bistvu bolj prvenstvo za same igralce, sami en drugega spodbujajo, cel teden to traja, ni tako, da pač pridejo ljudje in gledajo to cel dan. Je bilo pa zelo veliko ljudi, ki so prišli, jih je zanimalo, kaj to je, smo jim povedali pravila in tako da zaenkrat moramo zdaj to izkoristiti, to Evropsko prvenstvo, da to, se pravi, ta zavest o tem športu širimo naprej. Kdaj bo Ultimate Frisbee disciplina olimpijskih iger? Ja, to pa še ne vemo, upamo. Zdaj problem je v tem malo, ker ni sodnikov in potem zdaj to nočejo dati še potrditi, ampak jaz upam, da bo, ker če pa kjer šport, ki ima ta fair play, je to prav Ultimate Frisbee. V tem športu se čutijo odlivi z drugih športov, katerih? Najbolj je to podobno ameriškemu nogometu, ker imamo igrišče, kjer so dve končni coni in cilj je v tej končni coni ujeti frisbee, se pravi disk, in takrat je ena točka. Podobno je tudi to, recimo, košarki ta element, da ti lahko samo pivotiraš, se pravi, ko jameš disk, ne smeš z njim teči, lahko pivotiraš na stojni nogi, in pa pač nogometu, ker je zelo veliko šprintanja, odkrivanja prostora in tako. Tako da je taka mešanica zelo večjih športov, ampak najbolj recimo ameriškemu nogometu, da je to podobno. Za koga je primeren ta šport? Ta šport v Sloveniji zaenkrat deluje tako na pol profesionalni, pol rekreativni ravni, tako da vsak, ki ga to zanima, je seveda vabljen, da se preizkusi v tem športu, ker hočemo narediti zelo veliko bazo. Nekateri si bodo recimo potem lahko samo ukvarjali rekreativno, hočemo pa narediti zelo tako močno profesionalno bazo, ki bodo hodili na močne turnirje in da bomo res pokazali, da smo Slovenci lahko super, res dobri v tem športu. Kako uspešna je bila slovenska reprezentanca letos? Mi smo dosegli 14. mesto od 17, tako da nismo zadovoljni. Lahko bi bilo še boljše, ampak smo dali vse od sebe in to je najbolj pomemben. Najpogostejše poškodbe tega športa? Ja, poškodbe so predvsem kolena, gležnji, tako da to je bilo recimo tudi na tem turnirju, se je kar precej to dogajalo. Pač sicer to ni kontaktni šport, ampak se zelo hitro zgodi, da če dva skupaj tečeta ali pa se kdo malo spotakne, da do kakšne poškodbe pride, to je pa to.